Tudi za Osojnico se nahajajo prelepi kotički. Bohinjska Bela je ob vznožju skalnatih pobočij odlična destinacija za vse, ki se radi naužijete narave. Obiskali smo turistično društvo na Bohinjski Beli, kjer nam je Franska Gregorc, predsednica društva, predstavila njihovo delovanje ter izpostavila privlačnosti domačega kraja. Koliko časa že obstaja turistično društvo Bohinjska Bela? Turistično društvo Bohinjska Bela obstaja zdaj 24 let. Pobuda za ustanovitev je prišla z turističnega društva Bled. Mi smo bili te pobude zelo veseli in smo se v kraju takoj odločili oziroma organizirali in ustanovili turistično društvo. Prvi, ki smo pristopili k turističnemu društvu, smo bili oddajalci sob in seveda tudi drugi krajani, ki jim ni vseeno, kako vas izgleda in kako se bo turizem v našem kraju razvijal. Naše prve dejavnosti so bile, da bi pravzaprav upozorili Bled, kraj Bled takrat je bila še občina Radovljica, mislim da, in turizem na Bledu, da mi kot Bohinjska Bela sploh obstajamo. Namreč v vseh publikacijah, prospektih je bil omenjen Bled, z Osojnico je bil pa samo še smer Bohinj. Tako da smo prva naša prizadevanja usmerjali v tem, da smo se pravzaprav znajdeli na zemljevidih Bleda, da so nas napisali, da je za Osojnico tudi lepa vas Bohinjske Bele. Druge naše aktivnosti so bile, da bi naše naravne lepote, ki jih nimamo malo, uredili in v urejeni obliki ponudili turistom. Zato, da to lahko naredimo, seveda je potrebno najprej povedati turistom, kje so, in te lepote morajo biti tudi urejene. Zato smo našo dejavnost usmerjali v več področjih, mogoče bi izpostavila najprej informacijsko. Organizirali smo informacijsko službo, postavili smo že takoj na začetku kozolce s panoramskimi in drugimi tablami, ki so turisti opozarjali, kaj se vidi na Beli in kje se to nahaja. Nato smo sledili z zemljevidi in pa seveda z urejanjem naravnih lepot. Predvsem je Bohinjska Bela zelo močna na področju sprehajalnih poti in planinskih poti. Našim turistom, ki prihajajo v vas Bohinjsko Belo, smo želeli predstaviti tiste naše ključne točke. To je prekrasna Sava Bohinjka, ki je pravi raj za vodne športe, v prvi vrsti bi izpostavila ribolov. Nato točka, kjer se nahajamo zdaj, to je pod Iglico, pod temi previsnimi stenami, ki je pravi raj za plezalce, saj so stene obrnjene v različne smeri, različne težavnostne stopnje in lahko najde vsak svojo primerno smer. V tem skalovju se nahaja tudi majhen slap Iglica. Žal je to na potoku Suha, ki včasih v poletju tudi malo upade in tako so nekateri obiskovalci malo razočarani, ko pridejo in je ta slap zelo majhen. V Pečevju Iglice so pa tudi stopnice, to so zelo stare stopnice, ki so bile, nihče od starih vaščanov se ne spomni, kdaj so bile narejene. Očitno so že prvotni prebivalci si tu najdeli bližnjico do tega zaselka Zgornje vasi. V lanskem letu smo jih na turističnem društvu obnovili. Naš domačin Marko Antloga je res opravil odlično delo, tako da so zdaj varne ne samo za planince, ampak praktično za vse turiste, od otrok do starejših. Poleg tega smo dali velik poudarek na sprehajalne poti. Želeli smo, da bi ljudje organizirano hodili po kraju in tudi videli, kam gredo, se ne izgubljali in tudi jim označili določene sprehajalne točke in določene razgledne točke. Poti so razdeljene v dve skupine poti. Ene so te nežinske sprehajalne poti in druge so planinske poti na ta dva naša hriba, ki obdajata vas. Na desni strani na smeri Pokljuke je Galetovec. To je lepa razgledna točka, do katere vodi krožna pot, ki se začne v spodnji vasi do Galetovca in se gost povrne do Podklanca in zopet na izhodiščno točko. In druga je Babji zob, ki leži na Jelovici. To je slikovita skala z zobom, ki jo že lahko daleč vidite. Tudi tu je krožna pot, ki poteka najprej do vasi Kopljenik, odkoder je krasen razgled tudi na Bled in na okolico. Potem pa na vrh Babjega zoba lahko se vrnete po isti poti ali pa naredite tudi krožno pot.
Poleg tega smo v zadnjih letih odprli še nekaj planinskih poti v smeri proti Taležu, tem Rivanskem Taležu, in v smeri proti Arčitnem in Kavcam. Vse te poti so nekako označene tudi na zemljevidu, ki smo ga naredili, in so zarisane kot krožne poti, tako da se lahko vrnejo na prvotno točko. To so mogoče bolj namenjene planincem in tistim, ki so bolj vešči hoje. Za turiste pa so zelo lepe krožne poti sprehajalne, ki potekajo po vasi, skozi vas, preko mimo Iglice do široke Pučin Podklanca, potem je lepa krožna pot ob Savi, preko Koplenika. In te krožne poti se pravzaprav razlikujejo po dolžini in po težini. Vse te nižinske poti so sorazmerno enostavne, nenevarne in so primerne praktično za vse obiskovalce, od majhnih otrok do tistih starejših, katerih je verjetno v našem kraju kot turistov največ. Glede na to, da tudi Bled dobiva vse več turistov, kako pa se to odraža na turizmu tukaj v Bohinjski Beli? Lahko bi rekla, da tudi na Bohinjski Beli se povpraševanje in ponudba hitro povečuje. Pred 24 leti nas je bilo 5 oddajalcev, danes nas je 35. Število ležišč danes tam od 250 do 300, takrat nas je bilo 15-20, tako da je porast tudi v našem kraju velik. Čeprav tega masovnega turizma na Beli ni in si ga tudi ne želimo, ker tako majhen kraj in lep kraj kot je Bohinjska Bela pač masovnega turizma ne prenese. Res je, da turisti Bohinjsko Belo najdejo pod Bledom, ker smo nekako bolj skriti, in tudi naša sezona se nekako izenačuje z sezono na Bledu. Nekateri oddajalci, predvsem novejši, se kar pritožujejo, da dobivajo goste šele takrat, ko je Bled poln in se potem tudi na Belo poveča povpraševanje. Tako da se sezona začne z veliko nočjo in konča tam konec septembra. Nekateri večji oddajalci mogoče imajo tudi nekaj več gostov. Ampak to so tisti turisti, ki prebivajo na Beli. Drugače pa na Belo zahaja ogromno pohodnikov, ki se usmerijo na te krožne poti iz Bleda, kar smo pa izredno veseli, da nas pridejo pogledati tudi drugi. Ne samo planinci, ne samo plezalci, ribiči, ampak tudi ti sprehajalci, ki izkoriščajo to našo lego in te naše urejene sprehajalne in planinske poti, ki jih imamo v samem kraju. Koliko dni povprečno pa ostanejo turisti v Bohinjski Beli? Ja, zdaj natančnih podatkov o tem nimamo, kakšna je dolžina bivanja. Jaz mislim, da je zelo različno od ponudnika do ponudnika, ker so ponudniki različni in tudi zelo različno v katerem obdobju. V času glavne sezono nekoliko dlje, v izvensezonskih mesecih pa kratek čas. Lahko bi rekla, da je pravzaprav to isti problem v našem kraju kot v Sloveniji ali pa kot na Bledu, da se povprečna doba bivanja krajša. Tam 2, mogoče 3 dni dvomim, da bi bilo toliko v povprečju. Čeprav tega podatka nimamo. No, vi tudi sodelujete v veliki meri z lokalnimi društvi. S kom največ sodelujete in na katerih področjih? Ja, vas Bohinjska Bela je izredno povezana. Tu deluje veliko društev in lahko rečem, da vsa društva med seboj odlično sodelujemo. Poleg društev pa zelo dobro sodelujemo tudi s krajevno skupnostjo, z vrtcem in z osnovno šolo. To se kaže pri različnih področjih, predvsem pa na prireditvah. Namreč turistično društvo mi organiziramo 2 zelo odmevni prireditvi. Prva je Turni smuk in pohod Galetovc, ki je v februarju, zimski. In pri tem pohodu sodelujemo od agrarne skupnosti, krajevne skupnosti, gasilcev, še prej, ki je bil športno društvo, in smo pri organizaciji zelo povezani. Potem je pa Marjetin sejem, ki ga organizira turistično društvo vsako leto na nedeljo po 20. juliju. V letošnjem letu bo to 21. julija in pri njem sodelujejo praktično vsa društva.
Na programu, zanimivem tem kulturno-zabavnem, so zelo aktivni otroci vrtca, otroci osnovne šole, potem kulturno društvo, ki se predstavi s skeči, glasbenimi nastopi pod vodstvom Franca Podjeda in njegove pevske skupine. Potem k sodelovanju povabimo še seveda druge. Mogoče bi omenila predvsem Društvo žena in deklet na vasi, ki nam pripravi dobrote. Pri razstavi tudi sodelujejo Društvo žena in deklet na vasi, ki pripravljajo različna ročna dela. Do zdaj smo par let imeli razstavo na Štengerjevem skednju, kjer so se predstavili domači obrtniki. Na tej prireditvi imamo tudi fotografsko razstavo, na kateri sodelujejo spet na osnovi prošnje, natečaja, vabila različni fotografi, tisti, ki so profesionalni in neprofesionalni, ljubiteljski, in vse to potem pokažemo obiskovalcem. Obiskovalci na tem sejmu so pa poleg vaščanov, ki zelo radi pridejo, se družijo, se spoznavajo med sabo, vidijo, kaj se na Bel dogaja, tudi naši prebivalci, Belani, ki so se odselili drugam, se radi vračajo na ta praznik sem, pa seveda tudi turisti. Žal, turistov iz Bleda ni veliko, medtem ko pa turisti, ki pa prebivajo v našem kraju, pa lahko rečemo, da pa vsi pridejo pogledati to prireditev in jo tudi izredno pohvalijo. Ker je to prireditev, na katerem mi ponujamo samo izdelke domače obrti, samo domačo hrano in pijačo, in vsako leto s pomočjo naših 2 kuharic, to sta že ustaljene Nikica in Katica, pripravimo eno presenečenje, vsako leto je drugačna domača jed. Naprej napovemo obiskovalcem in jih presenetimo z jedilnikom. Nikoli pa to niso kakšne čevapčiči ali pa nekaj, kar ni pristno domače. Katere projekte pa imate še v načrtu za prihodnost oziroma kateri projekti so že v teku? Predvsem bi omenila 2 projekta, katere bomo, upam, uresničili v letošnjem letu. Oba projekta smo že začeli v lanskem letu, letos do sezone pa upam, da jih bomo spravili tudi v življenje. Prvi projekt je nov prospekt, in sicer smo mi že izdali kar precej publikacij, od ponudnikov sob do ponudbe naravnih znamenitosti, zgibank, do trganke sprehajalnih poti. V letošnjem letu pa pripravljamo prospekt, v katerem bi predstavili naravne in kulturne znamenitosti kraja in seveda tudi sprehajalne poti. Mogoče so prav kulturne znamenitosti tiste, ki so v kraju bile do zdaj nekoliko zapostavljene, pa vendar ta naša stara vaška jedra, kulturni spomeniki so vredni ogleda. Pričakujemo, da bomo ta prospekt izdali oziroma to publikacijo izdali do glavne sezone. Drugo področje je pa odpiranje nove sprehajalne poti oziroma otroške tematske poti, Godrnjavčkova pot, nekako bi jo poimenovali. Začela bi se v vaškem jedru in bi sledila poti, ki jo ima tudi vrtec, do njihovega labirinta in njihove kožarice, ki smo jo že lansko leto postavili na turističnem društvu. Tam bi se otroci ustavljali, lahko bi si se povzpeli tudi na razgledno točko Mlina Peč, nato bi nadaljevali krožno pot preko Zavc in se vrnili po poti Podroj do vaškega jedra. Ta pot bi bila opremljena z točkami, na katerih bi otroci si nekaj ogledali, opravljali določene aktivnosti, od tega, da bi videli medvedov brlog, da bi srečali čebele, da bi se morda povzpeli na lovsko opazovalnico in še druge take zanimivosti. Tudi to pot pričakujem, da jo bomo dokončali do glavne sezone in v naši informacijski točki v bifeju Galetovec bi vsak, ki bi želel po tej poti hoditi, dobil brošuro, kjer bi potem otroci lahko določene stvari označili in na ta način popestrili svoj pohod po tej Godrnjavčkovi poti. Kaj se vam pa zdi je tista stvar, ki Bohinjsko Belo naredi posebno? Težko je izpostaviti eno stvar. Mislim, da je Bohinjska Bela izredno lepa, dokaj mirna vas v dolini Save Bohinjke, ki je res čudovita reka, pod skalovjem Iglica,
s tema dvema krasnima razglednima točkama, Babjim Zobom in Galetovcem. Lepi kulturni spomeniki, vas Kopljenik, pa verjetno lahko izpostavimo tudi prijazne domačine. Nam ni potreben projekt I'm Local. Mi smo tu vsi, živimo nekako s turizmom in do turistov prijazni in vsakdo, kogar vprašajo, jim bo pripravljen pomagati oziroma odgovoriti na kakšno vprašanje. Če Bohinjske Bele še niste uspeli spoznati, vam za vaš naslednji nedeljski izlet priporočamo, da jo obiščete in tudi sami odkrijete njene čare. Turistično društvo Bohinjska Bela in lokalni prebivalci vas bodo nedvomno lepo sprejeli.